Pred nami je velik krščanski in družinski praznik. In ta božični čas seveda zaznamujejo tudi jaslice. Ni znano, kdaj točno so jih po slovenskih domovih in cerkvah začeli postavljati. No, v teh dneh si je po Sloveniji mogoče ogledati najrazličnejše, največje, najmanjše, pa žive jaslice. In vse so po svoje zanimive. Tednik pa vam prinaša zgodbo o preprostih, a izjemnih slamnatih jaslicah in o njihovem prav tako izjemnem avtorju, mojstru Antonu Kravanji iz Posočja. Ideja, da bi slama z pšeničnega polja na novo zaživela v jaslicah, se je rodila sredi Ljubljane. Uresničila pa se je v Posočju, v delavnici mojstra Antona Kravanje. Osnova je iz lesa, ne? In tisti čas moraš vedeti, kako boš to oblekel, ne? Delo ni bilo preprosto, priznava mojster, ki še nikoli prej ni ustvarjal slamo. V začetku, ker nisem bil navajen, sem recimo pred ovci, sem lastnikov dal gora, ne, potem pa, ko sem videl, da se da to drugače, sem pa s rokami stisnil, sem špagal in pa zavil, ne, tako. Ne, potem pa še, in se moraš malo oblikovati, ne moraš takole, pa zategniti, nekaj pokazati, ne. Tale igla, ker sem začel tole tu vezati, ne, in potem, ko prideš do zaključka, potem vidiš, da biš tale, ko bi rekel, tale špaga, ne gre skozi, ne, potem sem se zamislil, ena tako igla, ne, ena taka glava, lahko ima 200 do 300 bodov, ne, pa še več, ne, in pa cel tale skelet tukaj, pred sabo, lahko tudi 2000 bodov, lahko pa še več, ne. In tako so počasi pod rokami gospoda Antona nastajale prave umetnine. V svoji delavnici je, ne da bi zahteval kakršnokoli plačilo, preživel več kot 200 ur. Jaz sem tu župniku zadnje rekel, da to delam za dušo, ne za kakšen biznis, ne. Mislim, tole je, kako rekel, moraš imeti človek tu noter, ne, pa moraš malo tudi misliti za naprej. In če bi kdo pomislil, da si mojster Anton z marljivim delom kupuje odpustek za morebitne grehe, se globoko moti. Svoj čas in voljo je podaril zares iskreno, saj sploh ni veren. A kljub temu je nekdanji partijski sekretar za marsikoga iz župnije v Stožicah pravi svetnik. Lahko si veren, lahko nisem, pa vici tam vprašajem, kaj je v srcu. Na zadnjo adventno soboto je cerkev Svetega Duha v Stožicah, le streljaj od ene izmed glavnih ljubljanskih prometnic, dobila nov pridih. Pridih domačnosti, preprostosti, izvirnosti. Sožitje sodobne arhitekture komaj 16 let stare cerkve in prvinskih slamnatih figur ima poseben čar. Ideja je v principu bila, da zaradi tega, ker vse manj ljudi obiskuje cerkev, da gremo z jaslicami pred cerkev. Želeli smo poudariti preprostost in čistost svete družine. In družina pomeni po Solženicinovo, da so starši kot kamni, ki so pogreznjeni v blatu in držijo otroke, ki so fasada. To je sporočilo teh jaslic in hkrati klic, da bi v teh težkih časih, kjer se nimamo več skoraj za kaj oprijeti, našli ponovno tisto, kar je Slovencem stoletja dolgo pomagalo preživeti. Tako kot nekoč, ko sta Božič spremljala mir in pričakovanje. Včasih ni bilo božičnega dreveščka, to ni slovensko, je bil Bohkov kot okrašen z jaslicami in se je potem družina zbrala pod jaslicami. Predvsem pa si je ravno ob jaslicah naš človek lahko izrazil svoje izjemno mojstrstvo. Je v medijih pritisk neizmeren, da je veseli december. Katoliška cerkev pa govori o adventu, ki je čas, ko vsak sede in vzame svoj spovedni listek v roke in se zamisli, kakšno je njegovo življenje. Vsi veliko govorimo, vendar gledamo tuje spovedne listke in s tem mislimo, da smo mi dobri, drugi so pa slabi. To je v principu narobe.
In jaslice govorijo o tem, da moramo biti dobri, potem je mogoče vse. Bodite torej dobri, imejte se dobro in v tem duhu preživite božične praznike.